Eva Hafner-Bratkovič, kot raziskovalka v skupini, kjer ste imeli tudi najpomembnejšo vlogo, ste razkrivali mehanizme začetka vnetja v človekovem telesu. Gre za pomembno odkritje, kar potrjujejo tudi objave ene najpomembnejših revij Nature Communications. Kot navajate, je vnetni proces reakcije telesa na okužbe in škodljive snovi iz okolja. Odziv je lahko za nas koristen, po drugi strani pa lahko pretirano vnetje vodi tudi do hudih obolenj. Lahko pojasnite procese vnetja in pa dejavnike, ki v procesu samem delujejo. Ja, zdaj fiziološka vloga vnetja, to poznamo že od začetka medicine, je, da pride do neke poškodbe tkiva. Mi recimo, kadar je velika, opazimo oteklino, velikokrat se pa sploh nič ne opazi. Namen vnetja je, da pač na mesto poškodbe ali pa na mesto okužbe pridejo različne imunske celice in ta tujek odstranijo poškodbo, pa pač pozdravijo. Poškodbo kot tako, ne? Zakaj pa so te vnetni procesi v organizmu pomembni? Ravno zato, da pač nekako pomagajo uravnavati to homeostazo, se pravi. Vzdržujejo zdravje. Tako. Zdaj, kadar je pa vnetje tudi v primeru poškodbe pretirano, lahko pa pride do brazgotinjanja, naprimer. A gre tu za mehanske poškodbe, recimo? Lahko tudi mehanske. Zdaj govorim za mehanske, z tega, ker si to ljudje najbolj predstavljajo, ampak recimo tudi kdaj vsak je že imel tudi kakšno okužbo, recimo, da pa je pač se je videl čist drugače, se pravi, krasta se kar ni zacelila, potem mogoče še v zdravniku dobil antibiotike, je to pač pomaga še pozdraviti. Je bilo pa tudi oteklo, to, ko sem rekla, se pravi. Dejstvo je, da se takrat v bistvu vse skupaj precej spremeni, zato da res omogoči tak prihod teh celic, ki nam pomagajo. In pač mi, kar smo raziskovali, je v bistvu prav ta prvi odziv, ta protein, ki smo ga raziskovali na LRP3, deluje v tem prvem odzivu, kar mu rečemo naravna imunost. Zanimivo je, mislim, ko ste raziskovali, da trajnejši vnetni procesi imajo pa lahko zelo škodljive učinke. Ja, zdaj, na LRP3 so v bistvu odkrili približno 20 let nazaj povezavi z enimi dednimi vnetnimi boleznimi, katerih vzrok je mutacija v genu, ki kodira za ta protein. Kot recimo kateremu dedne bolezni? Reče se jim krioperinopatije, pa periodični sindromi, se pravi, v bistvu gre za en spekter 3 različnih bolezni. Ena je zelo blaga, recimo, periodično se pojavlja vročina in razne izpuščaji, v bistvu ni nič hudega. Najhujša oblika je pa taka, da se pa pojavi že pri novorojenčkih. Hitro se vidi, da je nekaj narobe, so dejavniki vnetja, ki jih pač zdravniki pomerijo, krvi so visoki, odlagajo se različni proteini v telesih, slabo slišijo, otroci so tudi, če jih ne zdravijo, imajo tudi motnje v razvoju. Ampak zaenkrat kar nekaj teh bolnikov uspešno zdravijo, tako da v bistvu zavirajo en proces, ki je dost nizko v verigi aktivacije inflamasoma. Se pravi, že zelo blažijo simptome, tako rekoč že. Kaj je to inflamasom? Inflamasom je pa tak multiproteinski kompleks, se pravi iz veliko različnih proteinov, ampak začetek tega inflamasoma pa nastane tako, da ta protein, ki ga jaz raziskujem na LRP3, oligomerizira. In potem privabi zraven še druge proteine, te proteini potem to omogoča aktivacijo enega pomembnega vnetnega encima, ki se mu reče kaspaza 1. In ta potem cepi svoje substrate, ki so zelo različni in eni od teh so tudi vnetni dejavniki. Eni najmočnejših vnetnih dejavnikov in s to cepitvijo jih aktivira in ti potem naprej sprožajo vnetje. Ljudje imamo tudi svoj imunski sistem, to vsi vemo na nek način ali pa naj bi vedeli. Nekako zaznava in pa preprečuje oziroma čisti okužbe, telo same okužbe, vedno bi se ta razvila. Še enkrat, kakšno vlogo ima tu ta protein LRP3? Ja, to je v bistvu, zdaj imunski sistem na grobo delimo na 2 komponenti, ena je naravna
ali prirojena imunost, drugo je pa pridobljena imunost. In protein NLRP3 spada med to receptorje naravne imunosti. Imamo različne družine teh receptorjev. To ima Vsak človek. Nahajajo se na imunskih in tudi drugih celicah ali na membrani in zaznavajo razne škodljive vplive z okolja. Medtem NLRP3 se nahaja pa znotraj celice. In v bistvu prepozna, natanko ne vemo, kaj prepozna, ker ga aktivirajo tako različne molekule, da očitno nekako zaznava, da celici ni dobro. In to, da je s celico nekaj narobe, potem sproži aktivacijo oziroma organizacijo NLRP3 in potem tvorbo inflamasoma. Kaj pa so te avtoimunske bolezni, recimo? Ja, avtoimunske bolezni so pa drugače, v glavnem jih gledamo bolj na nivoju pridobljene imunosti, ko začne nekaj narobe s regulacijo našega imunskega sistema, ki je zelo dobro reguliran in v bistvu imunske celice začnejo in proti telesa prepoznavati neke naše molekule. Lastne molekule in potem se sprožijo tako močni protitelesni odzivi in tudi celična imunost. Medtem ko to, kam spada pa NLRP3, so v bistvu umetne bolezni. Se pravi, ampak avtoumetne, avtoinflamatorne bolezni, kjer je pa tudi družina bolezni. Ena so mutacije v genu za NLRP3. Te so dosti redke. V Sloveniji imamo en dokumentiran primer, verjetno jih je več. So pa tudi mutacije v drugih receptorjih naravne imunosti, ki sprožajo te. In potem zdravniki, v glavnem so to že na pediatrični kliniki že opazijo, da ima otrok neko vnetno bolezen in potem pač postopoma gledajo, za kateri tip gre. Je to pogosto, recimo? Gre za redke bolezni, v glavnem, se pravi, od, ne vem, koliko 1 na milijon, približno, nisem čisto prepričana tukaj, ampak za precej redke bolezni, ne. Se pravi, niso statistično pomembne v populaciji? Vprašanje, ne? Mislim, zdaj to je vedno tako. Zdaj, zakaj je NLRP3 tudi toliko pomemben, ker je pa izgleda vpleten tudi precej bolj pogoste bolezni, kot so zdaj v zadnjem času skoraj vsako kronično starostjo povezano bolezen nekako gledamo, kot da je to vnetna bolezen. Čeprav nima vzroka v mutaciji za enega od receptorjev naravne imunosti, ampak očitno je, pač zaznavajo, da vsaj na živalskih modelih, pa tudi neke epidemiološke in v glavnem ne študije na ljudeh kot takih, ampak vnetni dejavniki, ki so prisotni pri teh boleznih, nakazujejo na to, da je vpleten v nevrodegenerativne bolezni, kardiovaskularne bolezni, še cel kup drugih zelo pogostih bolezni. A tudi kardiovaskularne? Ja, zdaj raziskovalci so recimo pokazali, da pri aterosklerozi, kjer se odlagajo kristali holesterola, da to sproži odziv na NLRP3 inflamasoma, na primer. Potem pri diabetesu je več povezav in pri diabetesu tipa 1 in tipa 2 pa pač tako da v resnici gre za vnetni proces, ki verjetno sodelujejo pri precej bolj pogostih boleznih, kot so redke bolezni, ki sem jih prej omenila. S tem pa pač stališča znanstvenika in zdravnika je pa tudi, če en bolnik na milijon, to je enako pomembno. Pomembno, ja, seveda se je zato pa je znanost tako pomembna, ne? Mislim, da je vsak primer je relevanten, ne, za njo. In kakšen pomen pa ima vaše odkritje mehanizma aktivacije tega proteina NLRP3 za zdravljenje vnetij sploh nevrodegenerativne bolezni in kolikšno je tu zanimanje farmacije že, recimo? Zdaj, NLRP3 se kot tarča, se pravi, že raziskuje tako agoniste kot, se pravi, zaviralce kot tiste, ki spodbujajo ta odziv. Zaviralce raziskujejo predvsem v povezavi z nevrodegenerativnimi boleznimi, za katere, kot veste, še nimamo neka zdravila. Zdaj vprašanje je, za diabetes in za druge bolezni, katere lahko uspešno zdravimo, ali bojo
inhibitorji NLRP3 prišli v poštev, ne verjamem, ampak za tiste, kjer pa ni zdravila in ki so smrtne, pa prav gotovo. Kar se tiče pa aktivatorjev, jih pa raziskujejo v povezavi z imunoterapijo raka kot spodbojevalce imunskega odziva v tem primeru. In pač imamo nek podatek, da je en raziskovalec oziroma pač skupina raziskovalcev, ki je ustanovila svojo družbo, potem neko spojino, ne vemo točno kaj, prodala farmacevtskemu koncernu za $2 milijardi. So velike številke, ne? Velike številke. Ali je bila tudi Nobelova nagrada letos, oziroma podobno? Ja, je bila pa v bistvu prav za imunoterapijo raka, ki pa v bistvu nima z NLRP3 nobene povezave, ampak gre pa, če bi že gledali, kje v bistvu bi NLRP3 pri tem krogu, kako je treba spodbujati imunski odziv za uspešno obranjenje pred rakom, je v čist začetni stopni. Se pravi, medtem ko te v bistvu, zakaj so dobili Nobelovo nagrado, je pa zato, da nekako v bistvu, zakaj je zdravljenje raka, oziroma samo zdravljenje ali pa pač tudi terapija raka dosti neuspešna, zato ker obstaja cel kup zaviralnih točk, ki onemogoča, da bi se človeški imunski odziv sprožil proti tumorskim celicam. In Nobelova nagrada je bila podeljena za v bistvu zaviralce tega zaviralnega učinka, se pravi v bistvu takšni, ki spodbudijo imunski odziv. Ja, farmacija se pa bo prej zelo zanimala za te. Zdaj, mi konkretno smo tudi že na osnovi ene prejšnje študije, nas je že kontaktirala ena manjša farmacevtska firma, ki podela tudi tako dosti bazično znanost, in se mi je zdelo, da sistem, ki smo ga vzpostavili, da bi bil zelo primeren za to, da nekako poskušamo ugotoviti, kam se vežejo določene spojine, ki lahko vplivajo na delovanje NLRP3. Tako da nekaj povezav imamo, ni pa to naš primarni namen, ne. In seveda kar smo mi pokazali, je, da lahko 1/3 tega proteina manjka, pa se protein obnaša praktično enako, kot če bi bil cel protein. In to je seveda tudi stališča farmacevtske industrije pomembno, da vejo, kaj je tista prava tarča. Doktorica Tina Levar, vi pa se v svojem raziskovanju lotevate ene najbolj vročih in po svoje tudi provokativnih tem sintezne biologije, ne? Sploh, kar zadeva to področje sintezne biologije, pravijo znanstveniki, da bo to vodilno področje raziskovanja enega stoletja. Razvili ste nov način uravnavanja delovanja genov. Kaj to pomeni, bi to pojasnili? Ja, v bistvu, ne, pač, ko omenjate sintezno biologijo, pač mogoče na začetku povem, kaj to sploh je. Ena od mojih najljubših definicij sintezne biologije je, da se gre v bistvu za to, da dajemo celicam in organizmom nove lastnosti, ki v naravi ne obstajajo. Torej, celice spreminjamo na ta način, da bojo za nas delale nekaj koristnega, nekaj, kar prej niso znali, ne? Zdaj to lahko počnemo na več različnih načinov, na več različnih nivojih. Nam najbolj zanimiva, oziroma je tudi ena od najpomembnejših, je pa v bistvu transkripcijska regulacija, torej nadzorovanje izražanja genov. In sicer se mi ukvarjamo z DNK vezavnimi proteini, ki jih lahko načrtujemo za vezavo na katerokoli DNK zaporedje. To so proteini tale. Sicer mi smo se v bistvu v tej raziskavi smo se osredotočili na njihov mehanizem vezave. In sicer zaradi tega njihovega zelo zanimivega mehanizma vezave smo ugotovili, da lahko iz DNK izpodrivajo drug drugega. Najbolj zanimivo je pa to, da to vedno poteka samo iz ene smeri, torej samo levi tale protein lahko z DNK izpodrine desnega in na ta način lahko pripravimo nove sisteme za uravnavanje izražanja genov in sicer za negativno, če dodamo pa več različnih tale proteinov, pa tudi za pozitivno. Se pravi, vedno samo na desno stran, ne?
vedno iz leve proti desni, torej levi gospodinje desnega. Ja. Kakšne nove možnosti pa to ponuja raziskovalcem? Mislim, da ste že to odkrili, ne? Mislim, da gre vedno na desno, to ni recipročnosti, ne? Da bi se recimo pa na levo stran. Zato, ker je to zelo usmerjeno, lahko zelo natančno torej reguliramo, ne? Kateri bo zdaj vezan na DNK in zaradi tega imamo pol toliko bolj natančno uravnavanje izražanja genov. Je pa ta sistem tudi zelo hiter in bolj učinkovit kot večina sistemov, ki so jih za transkripcijsko inhibicijo do zdaj uporabljali v sintezni biologiji, kar smo tudi primerjali in pokazali v članku. No, zanimivo je, da ta skupina proteinov tale lahko spremenite v aktivatore ali pa zavirjalce katerega koli gena, ste rekel, ne? Kar je seveda zelo lahko uporabno za medicinsko terapijo. Je to res? Ja, ni spet vse toliko enostavno, zaradi tega, ker imamo tudi epigenetiko tukaj zadaj. In pri epigenetiki v bistvu je zelo veliko različnih faktorjev in mi ne vemo točno, ne, zdaj v genomu, a se bo v bistvu ta protein sploh lahko vezal zaradi strukture kromatina, zaradi metilacije in tako naprej. Tako da v bistvu je zelo veliko različnih faktorjev, ampak se pa veliko dela na tem področju. Koliko recimo pa, če ste že omenili to epigenetiko, ne, ti zunanji dejavniki, eksogeni faktorji, rečemo, ne, kakoli dejavniki, činitelji, ne, lahko potem spreminjajo recimo to izražanje genov. Ja, to sicer ni moje področje, ampak načelno, ne? Načelno seveda lahko vsak faktor vpliva recimo na vezavo določenih transkripcijskih faktorjev, ki so že tako prisotni v celici, lahko recimo tudi vpliva na metilacijo in tako dalje. In to v pozitivno ali pa negativno smislu. Kaj lahko potem znanost na osnovi tega spoznanja lahko naprej razvija? Ja, mislim, da zaenkrat v bistvu za področje epigenetike še ne poznamo toliko dobro, da bi lahko zdaj nekaj konkretno rekli, ne. Ampak se pa veliko dela na tem področju. Zdaj, mi, kot sem že omenila, nismo glih epigenetiki, ne, ampak se pa druge raziskovalne skupine po celem svetu ukvarjajo veliko s tem. Ampak recimo sprašujem seveda z vidika recimo te personalne medicine, bi bilo to seveda tudi farmacija, ne, dosti lažje potem, ali pa bolj učinkovito, ali nekako recimo neke terapije, ne? Ja, seveda bi bilo, ampak mislim, da tam je še kar nekaj letno. Ja, to pa jaz ne moram oceniti, ker ne vem, kje so raziskave drugih skupin trenutno. Kaj pa tehnologija CRISPR-Cas9 rečete, ne? V čem se razlikuje od tehnologije tale? Tehnologija CRISPR je ena izmed najbolj potencialno uporabnih tehnologij za urejanje genoma, sicer pa lahko počne v bistvu enake stvari, kot jih tehnologija tale lahko počne. Torej lahko obe tehnologiji uporabljamo za cepitev DNK, za uravnavanje izražanja genov in še za nekaj drugih različnih aplikacij. Je pa nekaj razlik tukaj in sicer prvi je v mehanizmu vezave, pri čemer je v bistvu tehnologija CRISPR veliko bolj enostavna in tudi cenejša za uporabo. Tale proteini so sicer bolj učinkoviti, kar smo tudi pokazali v eni od naših prejšnjih raziskav. Ampak da so bolj učinkoviti, bolj je učinkovita recimo ta. Vse za regulacijo izražanja genov so tale proteini bolj učinkoviti. Vse pravim, to smo pokazali v eni od naših prejšnjih raziskav, mislim, da leta 2016, kjer smo primerjali v bistvu oba sistema za nadzorovanje izražanja genov. Ampak se pa mislim, da večina znanstvenikov bolj osredotoča na sistem CRISPR in sicer bolj za uporabo pri cepitvi DNK, torej pri urejanju genoma. Je pa ena velika slabost tega sistema to, da se lahko veže tudi na nespecifična DNK zaporedja, torej na DNK zaporedja, ki so samo podobna tistemu, ki ga želimo mi ciljati, kar seveda ni dobro za celico, ker lahko cepimo DNK tudi tam, kjer je v bistvu ne bi smeli. Ja, in kakšne posledice lahko to pušča? Namreč sprašujem zaradi tega, ker ta CRISPR metoda je pred nekaj leti bila zelo
zelo v ospredju, obetavna, ne. Zdaj zadnje leto, dve mogoče se pa zdi, da je nekoliko ne v zatonu, ampak da več nima take pozornosti, kot jo recimo imela takrat, ko se je bilo. Ja, mislim, da v zatonu glih ni, ne. Je pač res, da v znanosti ali pa ni v ospredju, tako, ne? Pa mislim, da v bistvu je še kar, no. Je pa zelo veliko različnih študij bilo narejenih v zadnjih letih, kjer pa poročajo, da je ogromno teh netarčnih efektov, potem so druge študije, ki v bistvu pač izpodbijajo te študije. Tako da v bistvu ne vemo točno, kje smo in mislim, da bi bilo treba pač na tem področju še veliko narediti in izboljšati. Mi pa smo v bistvu v tej naši raziskavi naredili en korak proti temu in sicer smo ugotovili, da tale proteini so sposobni izpodrivati iz DNK tudi druge proteine, med drugim tudi sistem CRISPR. In ravno zaradi te njihove lastnosti, da jih lahko ciljamo za vezavo na katerokoli DNK zaporedje, jih lahko načrtujemo tako, da v bistvu zaščitimo samo ta nespecifična tarčna mesta in hkrati pustimo tista tarčna mesta prosta za cepitev. Na ta način bi v bistvu lahko pripomogli k varnejši in učinkovitejši celični terapiji oziroma genski terapiji. No, se to, prej ste omenili, da lahko ciljate recimo napačne tarče, ne? Kakšne so lahko potem posledice? Ja, če cepimo v bistvu DNK v področju nekega esencialnega gena, ki je nujno potreben za preživetje celic, pač celica ne bo preživela, recimo, ne. Lahko tudi na kakšnem regulatornem področju in zaradi tega v bistvu spremenimo pač delovanje celice na ta način, ki recimo tega nočemo, ne. Mi v bistvu hočemo, da celica deluje točno tako, kot je delovala prej, samo v bistvu pač točno določen tarčni gen spremenimo, ne. Še tole v teh eksogenih dejavnikih, ne, recimo v kombinaciji s tem sistemom tale. Koliko je to recimo prepoznavno ali pa recimo uporabno, ne? Z vplivom katerihkoli je pač teh eksogenih dejavnikov, ki se potem vežejo recimo v posameznih genih. Eksogeni dejavniki mislim, da se v bistvu ne vežejo v genom, ne, ampak vplivajo na delovanje določenih proteinov, ki potem posledično spremenijo genom na ta način, da ne vem, DNA narobe metilirajo ali pa ne vem, se transkripcijski faktor narobe veže oziroma se veže ali ne veže. Zdaj lahko v bistvu pripravimo takšne transkripcijske faktorje na osnovi tale proteinov ali pa tudi sistema CRISPR, ki se recimo odzivajo na določene dejavnike in potem v bistvu na osnovi tega nekako reprogramiramo celice, tako da v bistvu pač naredili nekaj drugačne. Zdaj, za te namene bi pa rabili potem še en sistem, ki bi ga sklopili s temi tale proteini oziroma sistemom CRISPR, ki bi se v bistvu potem odzival na te dejavnike, ne. Zdaj, na področju tega se pa tudi veliko dela, se odkriva nove sisteme in kot sem rekla, pač prihodnost. Tako, ja, ne moramo se v bistvu v našem laboratoriju z vsem ukvarjati, ampak delajo pa tudi v drugih skupinah na tem. To je vse dobro, recimo v smislu drugih terapij, a ne novodobnih, a ne. Tako. Človeštvo pričakuje. Res je. Doktorica Mojca Benčina, vi ste seveda že renomirana, ugledna raziskovalka na področju sintezne biologije. Ste pa sodelovali v skupini, kjer vam je z raziskavo uspelo povečati hitrost odziva človeških celic, ne? Odkrili ste namreč način, kjer se celice na zunanji signal odzovejo celo v minutah ali pa ne pa v urah, kot se doslej to. Pomembnost te raziskave kaže tudi res objava v prestižni reviji Nature Chemical Biology. Zakaj pri tej raziskavi v bistvu gre? Mogoče bi začela na začetku, a ne. Ekipa, ki je začela to raziskovati, se je formirala 2016 in to v sklopu tekmovanja IGM, sintezne biologije, in smo to delo delno začeli in tudi predstavili na tekmovanju v Ameriki. Potem pa sta Tina Fink in pa Jan Lonsarič pravzaprav prevzela pobudo in delo bolj kot ne
pripeljala do konca, s tem, da pač nažalost ali pa nesreča je Jan odšel v Ameriko, Tina pa ravno kar končuje doktorsko dizertacijo in pa seveda svojo porodniško, tako zato sem jaz pravzaprav v njunem imenu tukaj, da malo pojasnim. Kaj pravzaprav gre, naša želja oziroma, bom rekla, gonilo je bilo izboljšati odziv celic glede na to, kar je do sedaj obstajalo. Običajno se uporablja za odgovor celic na zunanje signale sprememba izražanja proteinov prek transkripcije in translacije. Ta postopek je razmeroma počasen, saj se mora namreč celice najprej zaznati zunanjo spremembo oziroma dražljaj, potem pa sprožiti prepisovanje proteina prek precej kompleksne kaskade in to so časi v najboljšem primeru recimo 30 minut, običajno pa govorimo o urah. Ima pa celica sama po sebi že vgrajene sisteme hitre komunikacije v obliki fosforilacije ali pa proteolize in mi smo izkoristili enega od teh sistemov proteolizo, se pravi razgradnjo proteinov s pomočjo proteaz. To smo pa naredili tako, pač imeli smo mičkan tudi sreča, da so določene proteaze virusnega izvora med sabo ortogonalne, kar pomeni, da prepoznavajo samo določene substrate, določen zapis in smo jih razdelili na dva dela. Ko so razdeljeni, so neaktivni. In v celici ne bodo sprožili kaskade proteazne cepitve, ko jih pa umetno sestavimo v aktivno obliko proteina, pa ta sproži cepitev naslednjega proteina in če ta naslednji protein ponovno proteaza, ki je razdeljena in se sestavi ob cepitvi, nam daje signal. In na ta način smo sestavili kaskado proteaz, ki so med sabo scepljene in ko jih aktiviramo, se praktično, vsaj tako smo mi pokazali, v 5 minutah ta signal od začetka, od tega triggerja, proživca do recimo tega readouta, se pravi outputa, signala, ki ga lahko mi detektiramo, traja se pravi ta kaskada 5 minutna. Kar je izjemen uspeh za neko tako recimo umetno kaskado komunikacije v celici. Zakaj pa to pomembno? Ta hiter odziv? Večinoma se taki hitri odzivi v celicah uporabljajo pri odzivih, bom rekla tako, da lažje poenostavim, recimo inzulinski odziv mora biti izjemno hiter. Se pravi, v celici, ko enkrat mi dobimo visoko koncentracijo sladkorja v krvi, si želimo, da se telo pravilno oziroma zadostno hitro odzove, da se ta inzulin oziroma da se ta sladkor v krvi uravnovesje, da se spostavi. In če želimo recimo to umetno uravnavati, se ne moramo zanašati na transkripcijo in translacijo, se pravi počasno uravnavanje. Se pravi, če želimo hiter odziv, je to ključnega pomena, se pravi ta recimo 5-minutni odgovor celice na zunanji dražljaj. In ta moment recimo je ta inzulinska, se pravi homeostaza glukoze v krvi, eden od takih primarnih dejavnikov oziroma tarč, na katere bi lahko ciljali s takim sistemom. A ste potem to, recimo, to je uporabno, recimo, zelo, kot rečejo, praktično, recimo v farmaciji, ponovno smo v farmaciji, kot smo bili že prej, Ja, recimo ti sistemi, Če gremo en korak naprej in mogoče nekoliko razmišljamo out of the box, se pravi, kaj bi si želeli, recimo bolniki, diabetični bolniki, kjer primanjkuje inzulina, bi si želeli, da bi ustrezne celice ustavili v telo v nekem seveda ograjenem območju, se pravi, da te celice se ne razširjajo po telesu, ampak da so nekje ograjene. In potem, ko bi celica zaznala nepravilno oziroma neuravnovešeno koncentracijo glukoze, bi v zelo kratkem času recimo na tak sistem aktivirala produkcijo inzulina in sproščanje inzulina v kri in s tem preporazdelitev krvnega sladkorja, se pravi vzpostavljanje ponovne te homeostaze. To je seveda nekaj, kar je ta moment še vedno prej znanstvena fantastika kot resničnost, vendar nam je na koncu tudi to neka vrste cilj oziroma želja, da bi procese, kjer telo zahteva hiter odziv, da bi jih lahko na ta način uravnavali
pri seveda bolnikih, ki tega ne morejo. Se pravi, da bi seveda medicina te neke indikacije mogla tudi na nek način razumeti in dojeti, zato da vam bi pripomogla recimo k temu. No, seveda, mi bi potrebovali neko informacije, kateri so tisti triggeri, ki jih moramo uravnavati, potem pa seveda poiskati celo kaskado oziroma način zaznavanja in potem kakšen je ta output, se pravi, kjer signal moramo sprostiti v telo oziroma v krvni obtok, da se zadeva ponovno vzpostavi v neko ravnovesje. Še nekaj me zanima, področje tega vašega raziskovanja sodi seveda v sintezno biologijo in ta sintezna biologija obravnava celice kot naprave ali računalnike, ki jih lahko poljubno programiramo. To je seveda za laike dokaj nenavadna primerjava. Lahko nam to pojasnite? Celice so, če gledamo tako iz mehanističnega oziroma tehničnega tipa, so neke vrste računalniki. Signal dobijo, signal sprocesirajo in potem ta celica odda neko informacijo lahko naslednjim celicam ali sama sebi zagotovi utišanje ali aktivacijo. Tako da pravzaprav to ni nič novega. Mi sintezno biologijo samo posegamo v celico na ta način, da mogoče signal, ki bi drugače potekal enosmerno, poteka v več smereh. Se pravi, lahko rečemo, da celico spremenimo tako, da rabi celica za to, da se odzove več kot en signal za ustrezen odziv. Na ta način recimo imamo tudi v računalniku oziroma elektrotehniki, da rabiš včasih dva signala za to, da dobimo nek tretji odziv oziroma nek odgovor na ta dva signala. Ja, tu recimo ta primerjava. Tako. Recimo z računalniki, ki je pa seveda dokaj primerna. No, je pa to zelo uporabno, če pomislimo recimo, da imamo mi celico, ki jo sprogramiramo na način, da proizvaja neko zdravilo, bomo rekli recimo rastni hormon, potem bi pa radi, da se ta rastni hormon proizvaja poleg tega še nek drug rastni hormon, samo pod določenimi pogoji. In na ta način bi lahko sklopili dva signala, da bi lahko pod določenimi pogoji z nekim časovnim zamikom proizvajali še ta drug rastni hormon. Ali pa da bi prej ga utišali, naslednjega pa ponovno proizvedli. In to nekako poskušamo tudi bolj kaj ne sprogramirati na tem sintetskem nivoju, tudi na našem oddelku. No, recimo, to so take dosti pomembne stvari, recimo, tako kot smo prej rekli, za prepoznavanje nekaterih medicinskih indikacij, hkrati pa tudi tako kot povsod pri teh zdravstvenih in pa recimo bolezenskih zgodbah, vedno pride farmacija zraven. A vidite vi kakšne zelo konkretne aplikacije recimo teh vaših ugotovitev? Ker recimo tudi se je ta zelo ugledna revija vas je uvrstila recimo v objave, ne? Hitrost komunikacije, celične komunikacije so gotovo pomembna. Sedaj pač jaz sem dala primer inzulina, ki nam je najbližje in najbolj recimo pri srcu. Teh aplikacij je več. Zdaj konkretno težko rečem, kaj bi ta moment uporabljali, ker je treba pač vedeti vse ozadje, ampak definitivno so pa ti odzivi, ti kratkotrajni, pomembni. Jaz bi ostala zaenkrat pri inzulinu, ki nam je najbližji, tudi najbolj raziskan, sem pa prepričana, da se farmacevtska industrija išče tudi druge aplikacije oziroma druge, bomo rekla, probleme, človeške težave, za bolezenske težave, ki jih poskušajo na ta način reševati, oziroma zaenkrat še ne poskušajo, če smo šele zdaj odkrili ta hitri odziv, se prej ali slej bodo začeli razmišljati tudi o tem, da rabimo hitri odziv. Mogoče to vključili. Medicina tu zelo dejavna, recimo na področju te inzulinske terapije, ki pravi, da je to vedno bolj pogost pojav, mislim. Tudi vedno več ljudi ima te težave in seveda zdaj to rešujejo na pač mehanske načine, mogoče prej ali slej bomo našli način implantiranja in potem aktivacije sproščanja inzulina po samoregulaciji. Na tem postopku oziroma teh načinih sproščanja smo že nekaj raziskovali tudi v drugi smeri.
da se kar nekaj dela tudi.